Pozdravljeni! Danes bomo spregovorili o členu športnega pravilnika, o katerem pogostokrat slišimo v raznih različnih sodbah FIE. Namreč govorili bomo o tistem členu, zabeleženem v prvi točki 27. poglavja, kateri pravi, da voznik mora voziti bolid sam, brez zunanje pomoči. Mnogi izmed navdušencev so izjemno kritični do FIE in do pravilnikov, katere izdajajo. Za mnoge so nerazumljivi, dajejo prednost nekaterim ekipam proti drugim ekipam. Mnogokrat lahko slišimo argumentacijo, da določeni komisarji v podobnih primerih različno odločijo. A danes bi vam rad pokazal tudi, kako ta sistem deluje in na kaj vse lahko vpliva neko pravilo, katero je v osnovni izjemno enostavno. Seveda, da ponovimo malce zadevo, v Formuli 1 poznamo športni pravilnik, poznamo tehnični pravilnik, po novem poznamo tudi finančni pravilnik in ne smemo pozabiti na tisti mednarodni kodeks FIE, katerega se uporablja, ko določen pravilnik ne določa pravzaprav vsega. In treba je razumeti, da v vseh teh dokumentih poznamo dva različna tipa pravil. V prvi skupini so tista pravila, katera točno določajo neko lastnost z merljivimi vrednostmi. In po večini v tehničnem pravilniku srečamo ta tip pravil, kateri na primer govorijo o minimalni teži bolida, o maksimalni količini goriva, katero se lahko uporabi med dirko, o tisti maksimalni dovoljeni delovni prostornini motorja z notranjim izgorevanjem in še bi lahko našteval. V bistvu gre za pravila, katera so bela ali črna, kjer ni preveč manevrskega prostora, kako jih interpretirati. V glavnem povedano, zadeve so ali niso ustrezne. V drugi skupini pa imamo tista pravila, katera izražajo določena načela. In tu so možne razne interpretacije. Naprimer, prav to pravilo, katero določa, da bolid mora voznik voziti sam brez zunanje pomoči, pusti določeno mejo interpretacije in ji posega nekako v tiste sivine, katere so lastne pravilnikom FIE v Formuli 1. Razumeti moramo tudi to, da inženirji v Formuli 1 radi ukrivljajo pravila. In razumeti moramo tudi to, da pravilnike Formule 1 ne smejo veljati samo danes, tu v tem trenutku. Morajo kazati smernice tudi vnaprej. In sedaj moramo razumeti, zakaj je potrebno sploh zapisati pravilo, da bolid vozi voznik sam brez zunanje pomoči. A ni to nekako samo po sebi umevno? No, dolga desetletja je bilo, a na začetku 90. let prejšnjega stoletja smo prišli v situacijo, ko elektronika prisotna v bolidu Formule 1 je to dejstvo naredila vse prej kot samo po sebi umevno. Imeli smo na primer aktivno vzmetenje, ABS, traction control, launch control in marsikatero drugo elektronsko pomagalo. In pri FII so bili na razpotju, kaj narediti. V sezoni 1994 je bilo znano, da bodo ti sistemi prepovedani, ampak lahko bi naredili člene, kjer bi dobesedno prepovedali prvega, drugega, tretjega, četrtega. Kaj bi pa naredili, ko bi inženir si izmislil nekaj petega? Bi morali dopustiti, da je tisti načeloma nelegalen sistem dovoljen do konca sezone, ko bi zopet spremenili pravilnik? Ali je potrebno dati člen, kateri izraža neko načelo in z interpretacijo tega načela se lahko določi, ali je nekaj dovoljeno ali prepovedano? Seveda, zbrali so to zadnjo varianto, zato tudi od takrat poznamo ta člen, kateri je bil takrat zapisan v 20. poglavju, šele kasneje, ko so dodali druga, je prišel do 27. A v bistvu se ni spremenil. In razumeti moramo tudi nekaj izraža načelo.
Mislim, da se mnogi izmed vas dobro spomnijo tiste zadeve okrog škandala Benettona B194. Namreč pri kontroli so ugotovili, da Bolid je imel sistem za launch control v svojem spominu, a ni bilo dokazov, da bi Michael Schumacher oziroma drugi voznik Benettona v tisti sezoni ta sistem uporabljal. In člen pravila pravi, da voznik mora voziti bolid sam, brez zunanje pomoči. In ker niso dokazali zunanje pomoči, čeprav možnost je bila na bolidu, ni sledila kazen. Seveda, ukrivljanje pravil se strinjam, a pravila so taka in tu mislim, da ni kakega velikega prostora za drugačno interpretacijo. Seveda, v naslednjih letih smo videli še kar nekaj zanimivih primerov okrog tega pravila. Naprimer, ta pravilo tudi prepoveduje dvostransko telemetrijo. Namreč takrat je telemetrija bila tako narejena, da podatki so šli iz bolida do boksov, ampak tudi iz boksov na bolid, to se pravi, sami inženirji so lahko spreminjali določene nastavitve na bolidu. In seveda, tu je FIA morala pokazati svojo nemoč v sezoni 2001, ko je priznala, da tega ne more nadzorovati. Seveda do sezone 2003, ko so zopet dobili način, kako stvari spraviti v red. A to pravilo, katero je v športnem pravilniku in katero točno ne določa, kaj je dovoljeno in kaj prepovedano, tudi zajema take primere. In sedaj mislim, da nam je malce bolj jasno, kako deluje to pravilo, tudi v primerih, katere bomo videli v bližnji preteklosti Formule 1. Namreč poznamo dva lepa primera iz letošnje in lanske sezone Formule 1, ki nam kaže, kako to pravilo, ki je sedaj v 27. poglavju zopet prva točka, določa lahko po eni strani obnašanje voznikov, po drugi strani tehnične lastnosti bolidov. Namreč spomnimo se velike nagrade Japonske v sezoni 2019. Ekipa Racing Point je ustavila protest proti tovarniški ekipi Renault. Ugotovili so z posnetkov, da so imeli na bolidih tovarniške ekipe Renault sistem, kateri je sam uravnaval tisto zavorno silo med prednjo in zadnjo osjo bolida. Z tehničnega vidika je bilo vse skladno s pravilnikom, a športnega, pravzaprav iz tega člena, pa ne. Namreč voznik ni sam vozil bolida, imel je pomagalo, katero je nadomeščalo njegovo spretnost, in zaradi tega sta bila oba bolida na tisti dirki diskvalificirana in sistema pri tovarniški ekipi Renault niso smeli več uporabljati. Po drugi strani se spomnimo velike nagrade Madžarske v sezoni 2020, ko sta oba voznika ekipe Haas v ogrevalnem krogu zapeljala v bokse, kjer sta zamenjala pnevmatike iz tistih za mokro stezo v tiste za suho stezo. No, tu so z boksov sporočili voznikoma, naj pridejo na menjavo, kajti razmere na progi so se spremenile. Seveda, dobila sta zunanjo pomoč, kako izboljšati svoj performans na progi. Tudi to je eno izmed zanimivih dejstev, katero moramo imeti v podzavesti, in zato sta dobila oba 10-sekundno kazen. In sedaj se bo kdo spraševal, zakaj sta dobila 10-sekundno kazen v drugem primeru, medtem ko v prvem primeru je šlo praktično za diskvalifikacijo. Primer je zanimiv tudi z ene zanke pravilnikov FIA. Namreč na časovne kazni, na časovne pribitke ni možna pritožba. In zaradi tega so tu pri FIA tudi zgodbo zaključili, medtem ko v prvem primeru so morali iti tudi na prizivno sodišče. Tako da nam je malce bolj jasno, kako delujejo mehanizmi v Formuli 1. In prav interpretacija tega člena na primeru ekipe Haas sezone 2020 velike nagrade Madžarske nam lahko nakaže, kako člen, kateri od sezone 1994 naprej je praktično ostal nespremenjen, spremenil se je samo njegov položaj v pravilniku, kar ni bistveno, je lahko različno interpretiran.
Namreč na začetku tega desetletja je veljalo obdobje, ko inženirji svojemu vozniku niso sporočali vseh informacij, kateremu bi lahko pomagali pri hitrejši vožnji na progi. Namreč bali so se, da bi tako vplivali kot zunanji vpliv na njegovo vožnjo in bili tako kaznovani. Situacija je pripeljala do takih absurdov, da niso sporočali niti varnostnih informacij, naprimer, da je nekaj narobe z zavorami. A temu so naredili konec v sezoni 2016, ko smo zopet lahko videli, da radijske komunikacije med boksom in voznikom so proste. Namreč voznik sam obrača nastavitve in nihče drugi tega ne naredi zdaj. Se spomnite Charlesa Leclerca in tiste čudne kazni, katera je bila dana skuderiji Ferrari? Nič novega, pri skuderiji Ferrari so Charlesa Leclerca spustili prehitro na pit lane. Prišlo je do trka in mehaniki so bili kaznovani zaradi nevarnega spuščanja na progo. Kar ni nič takega, se strinjam, tudi če pogledamo druge primere, kateri so našteti tu za nekaj sezon nazaj, vidimo, da so bili v večini primerov tisti v ekipi kaznovani. A če pogledamo razlog, v vseh primerih so bili kaznovani, ker niso do konca privili kakega kolesa ali podobne zadeve, da smo si na jasnem. Zaradi tega, da bi koga prehitro spustili in tako povzročili nevarno situacijo, ni bil kaznovan nihče. In seveda zgodila se situacija, ko Michael Masi je zagovarjal to načelo, da ukolikor se prehitro nekoga spusti na pit lane, je kriv pač mehanik, ki je naredil napako in nekoga prehitro spustil. In tu se moramo vrniti na tisto načelo, katero pravi, da voznik mora bolid voziti sam, brez zunanje pomoči. Ukolikor priznamo, da je mehanik naredil napako, ker je svojega voznika prehitro izpustil, pomeni, da ta bolida ne vozi sam. In zaradi tega bi bil v nasprotju s tem načelom. Prav zaradi tega so spremenili pri FIA direktivo, kjer so jasno povedali, da ukolikor pride do takega incidenta, morajo komisarji dati pribitek na času vozniku in ne denarne kazni ekipe. Vidimo tudi pri FIA, tudi tisti glavni, tudi direktor dirke ponavadi ni vešč teh načel. Seveda potrebne so izkušnje, potrebna je modrost, potrebno je razumeti, kako stvari delujejo, da potem se razjasni kar upravičene dvome, katere jih imajo razni navdušenci, ampak tudi profesionalci v svetu Formule 1. Toliko o tem enostavnem pravilu, katera je pa naredila kar dolgi prispevek. Hvala za vašo pozornost in seveda nasvidenje.